Prvi regionalni kviz, samo na Sport klub televiziji. Rizik ili oprez? Vi birate. Srčan pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli na... Drage gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli. Takole nas je ob prvem četrtfinalnem obračunu v kvizu Tvegaj ali počakaj pozdravil Krešimir Karačić, avtor in voditelj kviza, ki poteka že četrto sezono. Letos se med seboj merijo komentatorji in novinarji Sportkluba iz celotne regije. Tudi tokrat bomo ob prvem obračunu drugega kola lahko pospremili dva odlična komentatorja, dve znani imeni. Najprej pozdrav Ivanu Ivkoviću, komentatorju iz Hrvaške, pa seveda še pozdrav slovenskemu predstavniku Goranu Obrezu. Bog vama i gledateljima. Ja, precej omikana sta oba na začetku ob tem le pozdravu drug drugemu in gledalcem. Najprej predstavimo nam znanega Gorana Obreza, edinega slovenskega predstavnika v četrtfinalu. Kot pravi Krešimir, vem, da si utrujen po delu. Imam pa tudi vprašanje o slovenski reprezentanci. Zdi se mi, da so boljši časi pred slovenskimi reprezentanti. Odkar je Matjaž Kek prevzel slovensko reprezentanco, so tudi rezultati boljši. Kot veš, pravi Krešimir, Keka cenimo zaradi dela, ki ga je opravil na klopi Reke. Kakšno mnenje imaš ti, Goran, o slovenski reprezentanci? Razbili vas bomo, je dejal Goran. Šali se Krešimir, šali se tudi Goran. Kot pravi Goran, dvigujemo se, odkar imamo Matjaža Keka, postavljajo se stvari na svoje mesto. Rezultati se izboljšujejo, prej smo imeli precej težav. Manjkal je Oblak, ni bilo Iličiča. Kot veš, Krešimir, imamo v slovenski reprezentanci majhen nabor nogometašev in če manjkata dva ključna nogometaša, smo precej slabša ekipa. Mi nemamo veliki nabor igrača i pogotovo ova dvojica kad fale mi onda... Še posebej, če manjkata Oblak in Iličič, nimamo pravega igralskega kadra, a kot kaže, je kemija spet prisotna in upam, da bomo znova tekmovali na kakšnem velikem tekmovanju. Ja, tudi Krešimir se pridržuje temu, da bi se torej slovenska reprezentanca znova pojavila na velikih nogometnih tekmovanjih. Zanima pa ga, kakšno je stanje z Josipom Iličičem. Odlično igra, dosega zadetke, zabil je v zadnjem kolu na San Siru. Vrnil se je na tistem obračunu Lige prvakov z zadetkom na Anfieldu, ko je zabil zmagoviti gol, pravi Goran. Ja, seveda nas to zelo veseli, odličen nogometaš je, priznava Krešimir. Sedaj pa še pozdrav hrvaškemu komentatorju, ki bo tokrat tekmec Gorana Obreza. Vprašanje za Ivana, kdo bo prvak v NFL ligi in ali je Tom Brady najuspešnejši igralec v zgodovini tega športa, torej ameriškega nogometa, ki ga najbolj spremlja Ivan Ivković. Na začetku sezone sem napovedal, da bodo v Super Bowlu nastopili Kansas City Chiefs. To ni bilo težko napovedati, kajti bili so prvi favoriti tudi na stavnicah. Nekako pa sem špekuliral in upal, da bodo v finalu nastopili Cowboysi. Nisem navijač Cowboysov, a nekako sem pričakoval, da bodo sestavili odlično moštvo. Na koncu se je zgodilo, da niso nastopili niti v končnici, imeli so grozno sezono, a vseeno enega sem zadel, pravi Ivan Ivković. Kar se Bradyja tiče, pa mislim, da si je zacementiral status največjega igralca v zgodovini ameriškega nogometa. Nazadnje smo imeli diskusijo glede tega, kdo je največji vseh časov, leta 2015, ko je Manning prišel do druge zmage na Super Bowlu. Tedaj smo razmišljali o tem, ali je Manning more biti uspešnejši od Bradyja, sedaj to več niti ni vprašanje, pravi Ivan Ivković. Kaj pa Jim Brown, sprašuje Krešimir Karačić? Ja, še dan danes lahko govorimo, da je odličen, toda marsikdo se ga ne spominja. To je nekakšna mitološka osebnost in težko je seveda biti najboljši igralec v zgodovini ameriškega nogometa, če nisi quarterback. Podajalci so tisti, ki izstopajo. Vsekakor pa je to preobširna tema za takšno oddajo, pravi, glede na to, da spremljam NFL vsak teden. Še provokacija, ki jo bo spustil Krešimir pred začetkom kviza, pa se imenuje Mike Wonderjack. Ja, kot pravi Ivan, vedel sem, da bo tale provokacija prisotna. Nikogar ne sovražim, a če bi sovražil eno osebo, bi bil najbrž Mike, moj kandidat, pravi Ivan Ivković. I drugi kolega.
Znači, Vanderjagt, ja nikog od sportaša ne mrzim, ali da nekog mrzim, mrzio bi njega. Precej čustven je Ivan Ivković, ko pride do debat o NFL ligi. Kot pravi Krešimir, poizkušal sem te vreči iz tira in kot kaže mi je uspelo. Poglejmo sedaj še žreb letošnje sezone. Kot rečeno, gre za 4. sezono tekmovanja Tvegaj ali počakaj. Prvič pa se med seboj merijo komentatorji iz celotne regije. 6 predstavnikov iz Srbije, 6 predstavnikov iz Hrvaške, po 2 iz Bosne in Hercegovine ter Slovenije. Potem, ko je Dejan Obrez izgubil proti Goranu Stojanoviću, pa je edini slovenski predstavnik, ki je še ostal v žrebu, Goran Obrez, ki ga čaka danes torej obračun četrtfinala. S druge strane žreba, Goran Stojanović je bio bolji od Dejana Obreza, pa će Goran Stojanović... Vse do sredine februarja bomo spremljali oddaje in na koncu videli, kateri izmed 16 komentatorjev je torej prikazal največ znanja. Danes bomo seveda navijali za Gorana in zato, da bomo imeli Slovenci svojega predstavnika tudi v polfinalu. Še pravila. Tekmovalca bosta izmenjaje odgovarjala na 20 vprašanj. Vsako vprašanje bo napovedala tema, na katero bo lahko tekmovalec vložil bodisi 2, 4 ali 6 točk, odvisno od tega, kako samozavesten je na predlagano temo. Potem na koncu pa bosta oba tekmovalca seštevek točk, ki ga imata, vložila v zadnje ključno vprašanje. Seveda bo zmagovalec tisti, ki bo na koncu imel večji seštevek točk. Sve dok ne dobijemo konačnog pobjednika. Ivane, Gorane, je sve jasno? Oba sta že nastopila v kvizu, dobro seveda, poznata tudi pravila. Krešimir pa je tudi vedno boljši v slovenščini. Prisluhnimo, kako napove ime kviza. Zaigrati Tvegaj, ali počakaj ili rizik ili oprez. Pa krenimo. Počakaj, dobro. Slučajnim odabirom prvi će igrati Ivan. Upajmo, da bo Goran v polfinalu, do naslednjič ga bomo naučili. Prva tema, 2 naslova v zgodovini kluba. Ivan bo nekoliko bolj tvegal, vlaga 4 točke. Kateri španski klub je 2-krat osvojil naslov v La Ligi in to zapored v letih 1981 in 1982? Real Sociedad je ustrelil Ivan Ivković, tudi Goran je prikimal in tudi Goran ve, da je Real Sociedad tisti, ki je torej prišel do edinih naslovov v La Ligi v španskem državnem prvenstvu v sezoni 1981 in 1982. To sta bili torej šampionski leti za klub iz San Sebastiana, sedaj pa druga tema, prva za Gorana. Evropski prvaki v vaterpolu. 2 točki vlaga Goran, vaterpolo je tema, ki mu ni najbolj blizu. Katera črnogorska ekipa je v sezoni 2008-2009 osvojila Ligo prvakov v vaterpolu? Katera črnogorska ekipa je torej osvojila Ligo prvakov v vaterpolu v sezoni 2008-2009? Še 10 sekund ostaja Goranu za prvi odgovor. Samo en črnogorski klub pozna. Jadran nije točan odgovor. Ivane? Jadran ni pravilni odgovor, kaj pa Ivan, ali bo odgovarjal? Ne. 4 ponujeni odgovori so Primorac, Jadran, Budva ali Kataro Kotor. Primorac Kotor, tokrat vedel Ivan Ivković. Goran je vložil 2 točki, glede na to, da smo videli ponujene odgovore, bo tokrat Ivan dobil polovico vloženih točk, torej točko bo Ivan vzel Goranu. Primorac je prišel do naslova prvakov ob Final Four turnirju, ki je potekal na Reki. To je bilo v letu torej 2009. Naslednje leto je sicer Proreko, ki je izgubil proti moštvu iz Kotorja, prišel do maščevanja. Italijani so slavili leto dni kasneje. Primorac pa torej pravilni odgovor, ki je Ivanu prinesel 5. točko. Goran pravi, nisem imel pojma, da gre za Primorac. Iskreno priznava Goran in tokrat Goran v minusu. Tretja tema, podobna kot jajce jajcu. Ivan bo znova tvegal in vlaga 4 točke. Kako se imenuje bosansko-hercegovski košarkar, ki neverjetno spominja na nogometaša Zlatana Ibrahimovića in trenutno nastopa za Bayern iz Minhna? Kdo je torej ta košarkar? Ivan pravi, ne morem se spomniti, kaj pa Goran? Nihat Džedović je pravilni odgovor. 31-letnik iz Bosne in Hercegovine, nekdanji košarkar Barcelone, rimske Lotomatike, Albe iz Berlina, ki je od leta 2013 v dresu Bayerna iz Minhna. Kot pravi Nihat Džedović, na nemških ulicah se pogosto pretvarja, da je Zlatan, tudi pogosto se slikam z ljudmi in pravim, da sem Zlatan Ibrahimović res ta izjemno podobna, tudi sam se
spominjam ene anegdote, ki jo je delil Miha Đedović, ko je v Združenih državah Amerike na dopustu opravil celoten fotoshooting, zato ker so ga seveda vsi napadli kot Zlatana Ibrahimovića. Četrta tema, maratonski dvoboj, tokrat tema oziroma vprašanje za Gorana. Če bi vedel, za kateri šport gre. 4 točke, tokrat tvega Goran. Kateri šahist je leta 1984 doživel živčni zlom ob maratonskem dvoboju za naslov svetovnega prvaka proti Gariju Kasparovu, zaradi česar so prekinili obračun? Ja, samo en je znamenit šahistični dvojec, ki se je meril torej leta 1984, tedaj 5 mesecev sta se merila, odigrala 48 partij. Mislim, da je Gari Kasparov. Vse skupaj je potekalo v Moskvi. Gari Kasparov vemo, kdo pa je drugi? Ne, Goran. Ja, Gari Kasparov. Kaj pa Ivan? Aplauz. Zmedel se je tokrat Goran. 97% sem siguran. 97% je v odgovor, pravi Ivan. 97% sem siguran. Joj. Dobro, Bobby Fischer, Boris Spassky, Anatolij Karpov ali Mihail Botvinnik? Karpov, seveda. Anatolij Karpov je tisti, ki je meril moči z Garijem Kasparovom v znamenitem obračunu za naslov svetovnega prvaka. To je bilo torej leta 1984, to je bil edini obračun za naslov svetovnega prvaka, ki ni bil dokončan, ravno zaradi živčnega zloma. Kasparov je sicer tedaj vodil, oziroma Karpov je vodil s 5-3, Karpov je bil tedaj aktualni svetovni prvak. Karpov je bil tisti, ki je na koncu dejal, da če bi Kasparov izgubil 6-0, ne bi nikoli postal svetovni prvak, kajti to bi ga preveč čustveno potrlo. Međutim, to nije nikad potvrđeno. Baš sam čitao. Zanimljivo u svakom... Ja, zanimiva zgodba torej iz leta 1984, ki pa se je končala leta 1985, kot rečeno. 5 mesecev je trajal ta obračun. Ja, hrvaški potni list ima tudi Gari Kasparov, zato je tudi toliko bližje dogajanju na Hrvaškem. 5. tema pa za Ivana. Poveži športnike s športom. S katerim športom povezujemo Srba Velimirja Stjepanovića in Hrvata Vanjo Rogulja? To bi Ivan moral vedeti. Kaj počne torej hrvaški športnik Vanja Rogulj? S istim športom se ukvarja tudi Srb Velimir Stjepanović. Mislim, da znam. Ivan misli, da ve, a ima samo še 2 sekundi. Ne, minilo je plavanje. Goran tokrat tisti, ki je dobro vedel, da gre za plavalca. Ja, Vanja Rogulj je prsno plaval in bil 3-krat na olimpijskih igrah. Še nekoliko bolj znan pa je Srb Velimir Stjepanović, ki je prišel do zlatega, odličen na Evropskem prvenstvu, 27-letni Srb, odličen plavalec. Oba sta odlična plavalca, ki sta tokrat točki prinesla Goranu. 6. tema pa znani navijači. Koliko bo tokrat Goran vložil? Lahko vloži 2, 4 ali 6 točk. Znani navijači. Razmišlja Goran. Moraš počasi tvegati, ja, 6 točk tokrat za Gorana. Zelo hrabro se je odločil. Kateri britanski glasbenik v avtorskem hitu You're in my heart omenja svoja ljuba nogometna kluba Celtic in Manchester United? Kateri britanski glasbenik torej v avtorskem hitu You're in my heart omenja svoja ljuba nogometna kluba Celtic in Manchester United? Goran pravi, da ve, a ima za to, da to dokaže, še 5 sekund. 5 sekundi. Isteklo ti vrijeme, Gorane. Kaj pa Ivan? Ali Ivan ve? Lahko ukrade sedaj 6 točk Goranu, to da tale nasmešek pravi, da ne ve. Pa poglejmo 4 ponujene odgovore. Liam Gallagher, Rod Stewart, Robbie Williams ali George Michael. Rod Stewart, pravi Goran. Ko je videl napisano ime Roda Stewarta, se je takoj spomnil. Kako se ni spomnil prej, pravi You're Celtic, United, but baby I've decided, you're the best team I've ever seen. Poje Rod Stewart. To je pjevao Rod Stewart. Pa evo da i ja tebi zapjevam.
Ja, v tej pesmi Do You Think I'm Sexy ni ravno omenjal Celtica in Manchester United, temveč pustimo. You're in my heart pa je definitivno pesem, v kateri je torej Rod Stewart omenil svoja ljuba nogometna kluba. Tokrat je Goran prišel do polovice vloženih točk, torej 3 točke za Gorana, ki je v plusu. 7. tema, bojkot, tokrat za Ivana. 2 točki. Kateri veliki turnir na ameriških tleh sta sestri Venus in Serena Williams bojkotirali več kot 10 let? Turnir na ameriških tleh, na katerem torej sestri Williams nista igrali več kot desetletje. Naprej pravi Ivan in ne ve, kaj pa Goran? Tudi Goran ne bo tvegal, pa poglejmo. Indian Wells, Cincinnati, Miami Open ali Bronx Open. Kje torej sestri Williams nista nastopili več kot desetletje? Tokrat mora odgovarjati Ivan. Goranu ni potrebno. Indian Wells pravi Ivan in to je tudi pravilni odgovor. Od leta 2001 sester Williams desetletje ni bilo na tem turnirju. V polfinalu bi se tedaj morali pomeriti med seboj, pa je Venus Williams 4 minute pred začetkom polfinala odpovedala nastop. Navijači so že bili na tribunah in so izžvižgali sestro Sereno naslednji dan ob velikem finalu. Sicer sta sestri Williams tedaj trdili, da sta zapustili turnir zaradi rasističnih zbadljivk, česar organizatorji niso potrdili. Glede na to, koliko muhavosti je Serena prikazala v zadnjih letih, vprašanje, komu verjeti. Vsekakor pa sester Williams torej ni bilo na turnirju Indian Wells več kot 10 let. 8. tema, tokrat za Gorana, ki zaostaja s 3-8. Tema pa vratarji v hokeju na ledu. 6 bodova, opet hrabro Goran. Goran hrabro, 6 točk. Kateri švedski vratar v hokeju na ledu je leta branil za New York Rangerse, trenutno pa je v golu Washington Capitalsov? Švedski vratar, ki je torej dolga leta branil za Rangerse v New Yorku, sedaj pa je v vratih Washington Capitalsov. Henrik Lundqvist, bravo Goran, 6 točk in Goran prevzema vodstvo. 38-letnik iz Oreja je pravilni odgovor, ki smo ga iskali. Kralj Henrik, več kot 400 zmag je zbral z New York Rangersi, kar je seveda rekord med vsemi vratarji. Letos je sicer izpustil sezono zaradi težav s srcem, je pa oktobra lani podpisal pogodbo z Washington Capitalsi. 9. tema, tokrat za Ivana. Izrazi v kriketu, oziroma termini v kriketu. Koliko ve o kriketu Ivan? Pravi, nekaj vemo o kriketu, a strah me je, da bo prišlo vprašanje iz tistega polja, v katerem nisem najbolj podkovan. Katera ptica se skriva v izrazu za odbijalca pri kriketu, ki je izločen brez osvojenih točk? Dalje, kaže Ivan Gorane. Kako torej rečemo odbijalcu pri kriketu, ki je izločen brez da bi osvojil točko? Golob, orel, raca ali gos? Goluba. A, golub nije točan odgovor. Gorane, ne. Možeš, ne moraš? Ni pigeon, temveč je duck. Pitanju dečki patka, duck. Duck je tista beseda, ki smo jo pogosto slišali ob kriketu. Gre seveda za nič kaj pretirano laskavo besedo, ki jo uporabijo za športnika, ki se ne izkaže ravno ob odbijanju. 10. tema, tokrat za Gorana, zadnja tema pred polovico. Rekordno število zadetkov, pa tokrat tema za Gorana. Zato je rizik ili oprez. Ja, koliko bo tvegal Goran, koliko točk bo vložil v tole vprašanje? 4 točke. Evo pitanje. Nekje na sredini, kar se tveganja tiče, tokrat Goran, tema pa se glasi. V kateri državi je potekalo svetovno nogometno prvenstvo leta 1958, na katerem je legendarni Francoz Just Fontaine dosegal rekordnih 13 zadetkov? Sad ako ovo fulam, onda ću dobiti ja 30.000 komentara. Če tole zgrešim, potem me bodo grajali, pravi Goran. Mislim, da je Švedska in Švedska je tudi pravilni odgovor. Svetovno prvenstvo leta 1958 je torej potekalo na Švedskem. Tedaj je Just Fontaine zabil 13 zadetkov v dresu francoske reprezentance. Francozi so bili na koncu tretji. Naslov prvaka so osvojili Brazilci z zmago nad domačini nad Švedi. Je pa Fontaine dosegal 13 zadetkov, tudi 2 gola je zabil Jugoslaviji.
13:7 ob polovici ob polčasu Goran znova igra odlično in je prevzel vodstvo. Kako si zadovoljen, ga sprašuje Krešimir. Ja, tisto, česar ne vem, pač ne vem. Ostalo pa sem kar zadovoljen. Roda Stewarta sem imel na koncu jezika, zgodila se je blokada, pravi Goran. Vprašanje iz kriketa pa bi vselej preskočil. A inače, što znam, što ne znam. Ono, kriket i to ćemo preskakati uvek. Kaj pa Ivan? Ivan je pri 7 točkah, ves čas je vodil, sedaj je na koncu izgubil vodstvo. Ivan pravi, potrebujem več hrabrosti. In to je to. Krešimir pa dodaja nekoliko bolj tih si kot običajno. Ja, mislim, da manjka nekaj samozavesti in poguma. Ivanu Ivkoviću ne smemo pozabiti, gre za večkratnega zmagovalca hrvaškega kviza v preteklih sezonah. 11. tema pa specialist za tekaško disciplino. 2 točki vlaga Ivan. V kateri atletski disciplini je valižan Colin Jackson osvojil 2 svetovna naslova na prostem? V kateri atletski disciplini je torej blestel valižan Colin Jackson? Ja, tek na 110 metrov z ovirami je pravilni odgovor. Ivan ni tvegal. To je bilo v doba, kad sem gledal atletiko. Tedaj sem še spremljal atletiko, pravi Ivan. Atletiku recimo, da znam malo slabije od kriketa. Danes pa sem slabše podkovan v atletiki kot v kriketu. Ja, Colin Jackson je osvojil srebrno odličje v Seulu leta 1988, potem je bil dvakrat tudi svetovni prvak v 90-ih. Kot otrok si seveda spremljal v šport, ki je bil na voljo. Spremljal si tudi atletiko, evropska prvenstva, svetovna prvenstva, zlato ligo. Enostavno si ves čas spremljal, oziroma diamantno ligo seveda, ves čas si spremljal atletiko. Ja, Colin Jackson je imel svetovni rekord več kot 10 let v teku na 110 metrov z ovirami. Sedaj pa maratonski obračuni za Gorana, znova podobna tema in Goran, kaj bo naredil tokrat? Tokrat znova 4 točke, pravi. Američan John Isner je odigral 2 najdaljša obračuna v zgodovini Wimbledona. V prvem je igral proti Nikolaju Mahuju, skupno več kot 11 ur, proti komu pa je igral drugi najdaljši obračun v polfinalu leta 2018. Koliko se na tenis pozna Goran? Proti komu je torej Isner igral v polfinalu leta 2018, to je bil drugi najdaljši obračun na sveti travi. Samo da ne bude isto kot Rod Stewart. Da ne bo tako kot pri Rodu Stewartu, pravi Goran, ali mu tokrat... Anderson, kako se zove? Anderson bo dovolj. Hoćeš reći Anderson? Da. Dovoljno je prezime, to je točan odgovor. Dovolj je, Kevin Anderson. Da je dovoljno prezime, ne moraš... Iz Južnoafriške republike. Kevin Anderson je točno, tako da... Pravilni odgovor, ki smo ga iskali. V polfinalu leta 2018 se je igrala več kot 6 ur in pol, 26-24, na koncu izid. Ako se dobro sjećam. Ja, Krešimir, malo boš moral popraviti podatke v glavi. 26-24 je pravilni izid. Ja, tako, sedaj pa vem. Vsekakor Isner, tisti maratonec na teniških igriščih. V Wimbledonu 13. tema pa tokrat za Ivana Ivkovića. Ja, ne bodo maratonski nastopi, temveč debitantski nastop. Tema, na katero bo odgovarjal Ivan za 4 točke. Argentinski velemojster Lionel Messi je debitiral za Barcelono pri vsega 17 letih na tekmi španskega prvenstva proti Espanjolu. Katero številko je nosil na hrbtu ob svojem prvem nastopu? Možeš vjerovati, da sem si mislil, da će biti ovo pitanje. Ivan pravi, mislil sem, da bo tole vprašanje. Razmišljal sem o Messiju in razmišljal o tem, da bi lahko bilo tole vprašanje. 20. Nešto sam gledao Messiju ovaj tjedan. Neke podatke sam vadio. Ja, iskal je podatke v Messiju. Rečeš mi poslije, moramo pitati Gorana, nije ti točan odgovor. Vprašali bomo sedaj še Gorana. Goran, mislim, da ve. 20 ni pravilni odgovor. Ja mislim, da čak nije imao 20, debitirao je sa 30, onda je prešao na 19. Iz 30 je presedlal na 19, 30 pa je pravilni odgovor. Ja, Leo Messi, torej številko 30, na začetku svoje kariere pri 17 letih na tekmi španskega prvenstva proti Espanjolu. Lahko povem, da je Krešimir to vprašanje imel kot ključno vprašanje v eni izmed prejšnjih oddaj, ko je bil eden izmed tekmovalcev v minusu in ključnega vprašanja sploh nismo videli. Torej gre za zanimivo vprašanje, ob katerem se hitro človek zmede. Ivan se je tokrat zmedel, Goran pa znova briljira. 21
25. Če je Goran igral fenomenalno že v tistem obračunu osmine finala ob svojem prvem nastopu v kvizu, danes igra še bolje, pravi Krešimir. Smučarski skakalci. Tu ne bo razmišljal. Smučarski skakalci, tema za Gorana, mislim, da tu mora vložiti 6 točk. Ja ulažem. Saj smo vendar Janezi, kot nas poznajo. Tako je. Goran vlaga 6 točk. Cene, Peter in Domen, kako se pišejo slovenski bratje. Vprašanje za 3-letnika. Sedaj poglejte ponujene odgovore. Bratje Frenc niso, bratje Dolenc tudi ne, bratje Zajc tudi ne, so pa seveda bratje Prevc. Kako skače najmlajši Domen, zanima Krešimirja. Domen je nekoliko nor, pravi Goran. Ja, izjemno talentiran je in v tisti sezoni je celo vodil v svetovnem pokalu vse do novoletne turneje. Ali ne znaš, šta se posle desilo? Potem pa se je nekaj zgodilo, pravi Goran. Domen je mlad. Baš danas smo doznali da evo, a bliži se svetsko prvenstvo. Ja, ravno danes smo izvedeli, približuje pa se svetovno prvenstvo, izvedeli smo, da je torej Peter Prevc pozitiven na koronavirus in upajmo, da se bo uspel vrniti na tekme pred svetovnim prvenstvom. Sreča tokrat ob vprašanju o bratih Prevc. 15. tema pa Američan madžarskega porekla. 6 točk tvegal bo Ivan. Kateri ameriški odbojkar je kot edini osvojil olimpijsko zlato medaljo v klasični odbojki ter v odbojki na mivki? Ivanu se je zmračilo pred očmi od vprašanja o odbojki. Dusty Dvorak, Bogdan Tanase, Steve Timmons ali Karč Kirali. Kdo je ta znameniti ameriški odbojkar madžarskega porekla, ki je torej kot edini osvojil olimpijsko zlato medaljo tako v klasični odbojki kot v odbojki na mivki? Karč Kirali je pravilni odgovor, tokrat 3 točke dobi Ivan. Sedaj 60-letni Američan je osvojil zlato odličje v odbojki na igrah v Los Angelesu in Seulu. Potem pa je prišel še do zlate medalje v odbojki na mivki na domačih olimpijskih igrah leta 1996 v Atlanti. Najbolj znano ime je bilo Karč Kirali, priznava Ivan Ivković. 16. tema pa za Gorana. Sezona brez poraza, 6 točk tvega Goran. Kateri nogometni klub je leta 1950 osvojil naslov jugoslovanskega prvaka brez enega samega poraza? Leta 1950 je torej ekipa osvojila naslov jugoslovanskega nogometnega prvaka, brez da bi izgubila eno samo prvenstveno srečanje. Katera ekipa je to bila? Goran ne bo tvegal, kaj pa Ivan. 20 sekund ima na voljo za vprašanje. Ni veliko ekip, med katerimi bi lahko izbiral, a nekaj jih je. Ali bo tudi Ivan rekel dalje? In ja, videli bomo 4 ponujene odgovore. Hajduk, Crvena zvezda, Dinamo ali Partizan. Kateri klub je torej neporažen osvojil naslov leta 1950? Goran tokrat mora ugibati in niti ne bo ugibal. Hajduk je rekel in Hajduk je pravilni odgovor. Ja, ne vemo, ali razmišlja na glas, ali je tole Goran že ponudil odgovor. Ponudil je odgovor in to je pravilni odgovor. Hajduk je torej prvega izmed 7 naslovov jugoslovanskega prvaka osvojil leta 1950. Več naslovov imata sicer Crvena zvezda in Partizan. Vseeno pa torej Hajduk tista ekipa, ki je leta 1950 prišla do naslova. Ivanu se je ta trenutek, kot kaže, vse zarotilo. Daleč od zadovoljstva je njegov izraz na obrazu. 6 točk bo tvegal. Grandmaster tema. Vprašanje pa se glasi. Izvzevši črni pas, kakšne barve je najvišje rangiran pas, ki si ga borec lahko prisluži v brazilskem jiu-jitsuju? 10 sekundi. Kakšne barve je torej najvišje rangiran pas v brazilskem jiu-jitsuju, če izvzamemo črni pas? Ivan, koliko je vložil? 6? Ne ve, 6 točk je vložil Ivan. Goran misli, da ve odgovor, a ve, da če bo... Ja, rekel bo. Brown, smedža, rjava, kakorkoli rečemo, ni pravilen odgovor. Goran bo izgubil 6 točk, Ivan pa ima na voljo 3 ponujene odgovore. Ali gre za beli pas, za rumeni pas, za rdeči pas ali zeleni pas?
Rdeči pas je pravilni odgovor. Ivan resignirano govori v teh trenutkih, komaj ga je slišal Krešimir, bo pa Ivan dobil 3 točke in je na 11 točkah, Goran pa je pri 24 točkah. Zamenjal je z judom, kjer je res rjavi pas, a zamenjal je tudi z mladinsko konkurenco v brazilskem jiu-jitsuju, kajti do 16. leta je res rjavi pas tisti najvišje rangirani, tako da možno, da ga je tudi to zmedlo. Vsekakor pa Goran še naprej v prepričljivem vodstvu. 18. tema pa važno je imenovati se David. Tokrat vprašanje za Gorana. 4 točke vlaga Goran, vprašanje pa se glasi, kateri David je ob Davidu Robinsonu tudi dosegal več kot 70 točk na eni tekmi lige NBA? 2 Davida sta torej dosegla več kot 70 točk na eni sami tekmi lige NBA, prvi je David Robinson, drugi pa? Tudi Ivan s svojo grimaso na obrazu kaže, da nima pojma, ali bo Goran tvegal. Ne bi smel propustiti. Goranu je čas potekal. Kaj pa Ivan? Pravilno sem prebral gestikulacijo in pa tudi obrazno mimiko. Tole ni obraz človeka, ki ve odgovor. 5 sekundi. Ima pa čas. Pa poglejmo 3 ponujene odgovore. David Thompson, David Lee, David Wood ali David West? Goran mora? David Thompson, pravilni odgovor. Leta 1978 je David Thompson dosegel 73 točk v dresu Denver Nuggetsov, kasneje je igral tudi v dresu Seattla. Le 6 košarkarjev je doseglo več kot 70 točk na eni sami tekmi lige NBA. 2 Davida sta torej med to šesterico. 19. tema za Ivana. Zadnje vprašanje za Ivana. Različne zastave, ista oseba pa je tema. 4 točke vlaga Ivan. Za koliko različnih držav je strelka Jasna Šekarič nastopala na poletnih olimpijskih igrah? Za koliko različnih držav oziroma pod koliko različnimi zastavami je strelka Jasna Šekarič nastopala na poletnih olimpijskih igrah? 4, pravilni odgovor. 55-letna Beograjčanka je začela in nastopila prvič na olimpijskih igrah kot predstavnica SFRJ, kasneje kot predstavnica skupnosti neodvisnih držav, nato kot predstavnica Srbije in Črne Gore in nato še kot predstavnica Srbije. Ja, vsa čast tako Ivanu kot tudi Jasni, ki je torej 4-krat nastopila na olimpijskih igrah pod 4 različnimi zastavami. Leta 1988 torej SFRJ, leta 1992 skupnost neodvisnih držav, potem pa še Srbija in Črna Gora ter še Srbija. 20. tema tokrat za Gorana. Ja, Ivan se je nevarno približal, Goran mora paziti. Rojeni istega leta pa je tema za Gorana. 4 točke. Znova ne bo taktiziral Goran, pogumno igra in tako je prav. Katerega leta so rojeni hrvaška atletinja Sandra Perković, bosansko-hercegovski nogometaš Miralem Pjanić in srpski tenisač Dušan Lajović? Katerega leta so torej rojeni ti trije športniki? Ne vem za Sandro in Dušana, vem pa, da je Miralem Pjanić letnik 1990. Pravi Goran Obrez in to je tudi pravilni odgovor. 4 točke za Gorana, ki je torej zaključil redni del pri 30 točkah. Polovica točk, ki jih ima Goran, pa ima v svojem bazenu Ivan Ivković. Pred nami je še ključno vprašanje, v katerem bosta morala oba tekmovalca vložiti število točk, ki ga imata. Skrivama seveda in vse se še lahko zgodi. Ivan Ivković še lahko pride do zmage, bo pa moral seveda odgovoriti pravilno na glavno vprašanje, hkrati pa bo moral na to zadnje ključno vprašanje Goran odgovoriti napačno. Kot pravi Goran, z izjemo Roda Stewarta sem zadovoljen s svojim nastopom. Nekoliko sem se zaletel ob tisti rjavi barvi. Nisem potreboval tega, ampak sem zadovoljen s svojim nastopom, pravi Goran. Goran je igral fenomenalno, je priznal Ivan. Ja, bilo bi mi kar nekoliko žal, če jaz slučajno zmagam s 15 točkami.
In če zmagam s 30-29, to ne bo fair, pravi Ivan, ampak takšen je pač čar tega kviza, priznava Krešimir. Pa poglejmo še ključno vprašanje. Zadnje vprašanje, na katerega bosta oba, tako Ivan kot Goran, skrivoma vložila točke, ki jih imata. Ivan lahko vloži največ 15 točk, Goran lahko vloži 30 točk. Ivan je svojo vlogo že oddal, sedaj tudi Goran, pa poglejmo. Pričakovano je Ivan vložil vseh 15 točk, Goran pa je vložil 5 točk. Pa poglejmo zadnje vprašanje. Ivan torej vlaga 15, Goran pa 5 točk. Vprašanje pa se glasi, katera je edina afriška država, katere športniki so bili najuspešnejši na svetovnem atletskem prvenstvu, kar se je zgodilo leta 2015 v Pekingu. Malo razmislite. Nekaj časa za razmislek, potem pa še 20 sekund, da napišeta pravilni odgovor in ga posredujeta Krešimirju. Katera je torej edina afriška država? Katere športniki so bili najuspešnejši na svetovnem atletskem prvenstvu? To se je zgodilo leta 2015 v Pekingu. Sekunde že minevajo, še 10 jih je ostalo, potem pa bomo seveda izvedeli, kakšen je zadnji odgovor Ivana in Gorana na tole ključno vprašanje. Dobil sem drugi odgovor. Oba sta odgovorila, pa poglejmo. Pa krenimo od Ivana. Najprej Ivan. Ivane, Ivan je vložil 15 točk in odgovoril Kenija. Ivane, Kenija je točan odgovor. Kenija je tudi pravilni odgovor. Ivan je skočil na 30 točk, kaj pa Goran? 5 točk je vložil Goran. Ja, glede na izraz na obrazu je odgovoril tudi Goran pravilno. Kenija, 5 točk znova za Gorana. 52 predstavnikov iz Kenije je bilo na svetovnem prvenstvu, 16 medalj so osvojili v Pekingu. Res fenomenalen nastop, pa tokrat Gorana. Ja, bravo Goran, eden najboljših nastopov v kvizu, pravi Krešimir. Tole je 4. sezona kviza, res precej oddaje je Krešimir že odvodil. Goran pa priznava, mislim, da sem bil prejšnjič še boljši, morebiti sem nekoliko pod svežim vtisom tiste brown barve in Roda Stewarta, a želim reči, da sem bil že pripravljen na poraz, imel sem spisan svoj epilog. Želel sem reči, da sem izgubil proti najboljšemu, da me je porazil vrhunski tekmovalec in tudi ti, Krešimir, veš, da sem ti to napovedal, ko sva govorila po telefonu pred oddajo. A nekako sem imel res precej sreče, prejec ob 6 točkah. V preteklosti nisem sicer redno spremljal kviza, a videl sem Ivana, kako je nastopil in dejal sem, nimam možnosti. Ta fant vse ve. Ja, res Gorana je bilo kar precej strah, Ivana Jukoviča ne smemo pozabiti, gre za zmagovalca preteklih sezon v oddaji Tvegaj ali počakaj, ki ga je tokrat Goran kar prepričljivo premagal. Kot kaže, je imel tudi Ivan težek dan in kot pravi Goran, ponosen sem na to, a verjamem, da če bi še 10-krat igrala, bi bil najbrž izid 6-4 za Ivana. Precej skromno, govori Goran, mora biti ponosen. Znova je prikazal res zelo široko športno znanje, hkrati ni niti pretirano oprezal. Zelo dobro je igral, tvegal je, pogumen bil in res dober nastop strani Gorana. Ja, karkoli boš imel na voljo odgovoriti, si odgovoril. Ivan pravi, grozno je bilo, res dobro sem začel, potem pa sem nekoliko preveč taktiziral in prišli so določeni odgovori, ki se jih nisem mogel spomniti. Moral bi vedeti za Hajduk in za Mesija. Ravno ta teden sem razmišljal o Mesiju, a moram reči, da nikoli še nihče ni izgubil v tem kvizu s 30 osvojenimi točkami, tako da lahko rečem, da sem pač najboljši poraženec, pravi Ivan Jukovič. Ne smemo pozabiti, Ivan je bil v svojem prvem nastopu opremljen tudi s krono. No, sedaj pravi, da bo krono takole poslal Goranu za naslednje nastope. To je krona, ki jo je dobil zmagovalec prve sezone kviza Tvegaj ali počakaj. Kronanje ne Matije Gubca, temveč Gorana Obreza bomo torej pospremili v naslednji oddaji, ko bo Goran nastopil v polfinalu. Ja, Ivan je odličen igralec, vselej nam je žal, ko se prehitro poslovimo, kaj ti igraš zelo dobro, a Ivan tokrat priznava, da je bil pač Goran
poln znanja. Ne želim biti skromen, a nisem si zaslužil zmage, pravi Ivan. Predvsem pa sem vesel, da je marsikaj moj tekmec uganil iz prve, brez pomoči, brez ponujenih odgovorov. Všeč mi je tudi, da je poizkušal odgovoriti z rjavim pasom. Iz prve je poizkušal z odgovorom, tudi če je nekoliko preveč tvegal, ampak takšen je tudi moj stil igre. In danes sem res igral dobro, imel sem nekaj malega napak, kar se Karpova, Hajduka, Mesija tiče. In danes so bile napake, kot kaže, dragocene. Zaslužen poraz, pravi Ivan, in zaslužena zmaga za Gorana. A Goran pravi, takoj moram poklicati brata Dejana. Predtem sem mu dejal, da se mu kmalu pridružim med tistimi tekmovalci, ki so izpadli in izgubili. Toda dejal sem, da če slučajno danes zmagam, potem bom šel do finala. Dejan je bil optimist, verjel je v dober nastop Gorana in tako je tudi prav dober nastop Gorana, ki ga bomo torej znova pospremili v polfinalu. Takole pa zaključuje z oddajo Krešimir Karačič, 35-30, res fenomenalna oddaja z obilico znanja, kapa dol obema tekmovalcema. Mora tole Krešimir nekako končati oddajo. Hvala torej obema tekmovalcema, hvala vsem gledalcem. Spremljajte še naprej kviz Tvegaj ali počakaj, ki ga lahko spremljate na Sportklubovih programih, na YouTube kanalu in na naših spletnih straneh.